Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovani, drage gledalke, dragi gledalci, vsi moji, lepo pozdravljeni. Danes je z mano meni zelo ljuba oseba, Andreja Calnik. Julia. A te lahko prosim, da se predstaviš, kot želiš biti predstavljena? To je meni se zdi, da najtežje vprašanje za vsakega gosta, ampak absolutno. Se hitro mine na začetku. Gremo. Moje ime je Andreja Calnik, sem mednarodno certificirana executive coachinja preko ICF-a, to je inštitut, ki ima dolgoletno tradicijo, se pravi International Coach Federation. To licenco sem naredila v New Yorku, s coachingom se ukvarjam že nekje 10 let in že zelo zgodaj na moji karierni poti sem imela to srečo, da sem se pridružila ožji ekipi Tonija Robbinsa. Tony Robbins je nekdo, ki ga tudi ti sama zelo dobro poznaš. Večina Slovencev najbrž že tudi. In se mi zdi, da to je zame bila res ena krasna izkušnja rasti. In za tiste, ki Tonija ne poznajo, on je biznis strateg, biznis coach mednarodnega kova. In sem imela to srečo, da sem v bistvu tudi v njegovi družbi in z njegovim znanjem uspela v bistvu priti do te točke, kjer sem danes. To je pa na kratko toliko meni. Ker ni običajno, da bi jaz karkoli dodajala, tudi tokrat ne bom, čeprav bi lahko. Tony Robbins je nekdo, ki morda prepriča na začetku, ko Andreja še ne poznaš, ko pa Andrejo spoznaš, pa ni treba več sploh nobenega Tonija Robbinsa omenjati, ker v bistvu sama zase je oseba, ki si jo preprosto želiš imeti ob sebi. Ampak zdaj pa k temi, a ne? Coaching, ICF. Tako pogosto zadnje čase slišimo besedo coach. A lahko morda samo za uvod poveva, kaj pravzaprav to pomeni, pa zakaj je to nekaj, o čemer bi sploh kdorkoli želel poslušati? Jaz mislim, da coachi današnji dan več nas je, a ne? So certificirani, so necertificirani. Vsekakor se mi zdi, da coach je oseba, ki ga je dobro imeti v svojem kotu, se pravi kot neko odskočno desko, kot neko ogledalo, kot nekoga, ki ti je nekako nek glas tvojega razuma. Se pravi, coach ni nekdo, ki ti govori, kaj moraš početi, ni nekdo, ki ti pametuje. Coach je nekdo, ki ti zastavlja strateška vprašanja. Nekdo, ki iz tebe izvleče neko bit, se pravi nekaj, kar ti nosiš v sebi, nekaj, kar ti že veš. In je v bistvu, coaching je proces zastavljanja vprašanj, je problem solving. In v bistvu zato se mi zdi, da je pametno, vsi vrhunski športniki, vsi vrhunski podjetniki imajo ob sebi coache. Ne zato, ker bi bili šibki, ne zato, ker bi jim karkoli manjkalo, ampak zato, ker ti ljudje se zavedajo, da imajo slepe pege in te slepe pege izstanejo tako energije, časa, odnosov, na koncu dneva tudi rezultatov. In če lahko ti eno stvar, eno problematiko, okoli katere se mogoče ciklaš dneve, tedne, včasih mesece in leta, če lahko ti pogledaš to z drugega zornega kota in rešiš to zadevo v roku minute, dveh, ali pa v enem coaching pogovoru, se mi to zdi, da je že to odgovor zase. V čem pa je izhodiščno razlika med coachem, mentorjem, psihiatrom, psihoanalitikom, a sem še kakšen izraz pozabila, terapeutom? V bistvu razlika je velika. Coach zastavlja vprašanja. Coach ti je ogledalo. Coach nekako živi v sedanjosti in gleda v prihodnost, se pravi, tukaj se gre za zastavljanje nekih ciljev, za neko prihodnjo vizijo, za neko prihodnjo identiteto, ki jo ti želiš ustvariti. Medtem ko terapeut je nekdo, ki bo s tabo pogledal preteklost, neke pretekle rane, pretekle travme in ti pomaga to preteklost zaceliti. Se pravi, coach ni terapeut in včasih nekateri coachi so terapeuti,
Kar se pa tiče psihoterapije ali pa prijateljskega klepeta v kavi, takrat je pa v bistvu ponavadi neka tolažba, neko poslušanje. Seveda psihoterapija je veda zase, govorimo o tem kavici s prijateljico. Vsekakor so tukaj velike razlike. Razlike so tudi v samih nivojih oziroma v samih certifikatih in specifikacijah coachov. Imaš life coaching, imaš health coaching, nutrition coaching, executive coaching, se pravi več ved in različne oblike izobrazb. Tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, ko se izbira coacha, da se pogleda tako izobrazba, zato ker coaching je profesija, to je poklic. To ni nek vikend kurs, ki ga narediš, pa se vključeš kot life coach ali pa napišeš knjigo, pa si potem coach. Nič ni narobe s tem. Jaz pravim, da napišeš knjigo, izdaš tečaj, delaš motivacijske delavnice, daješ svojo zgodbo svetom in jih s tem navdušiš, jih motiviraš. To je vedno nekaj dobrodošlega za ljudi, zato ker inspiriraš s tem. Ampak se mi zdi, da je pomembno narediti to razliko med jaz sem poklican coach, se pravi certificiran z izkušnjami, ali pa jaz sem motivacijski govorec. Nekdo, ki želi inspirirati ljudi. Ker ponavadi to prinese za sabo tudi ljudi, ki si želijo potem procesa coachinga, in je pomembna sam transparentnost. V čem je razlika? Vzemiva ponovno Tonija Robinsona. Za vse, ki ga slučajno ne poznate, se opravičujeva, ampak morda bo po tem pogovoru prišlo do tega, da boste kakšno stvar ali pa kakšno njegovo knjigo dejansko prebrali ali pa prebrali. V čem je razlika med motivacijskim govorcem in med coachem in a si lahko oboje? Absolutno. Se mi zdi, da to je ponavadi tisti next step, višja stopnička nekoga, ki želi motivirati. Se pravi, da vidi, da je za sabo že potegnil neko množico ljudi, da mu ljudje že sledijo, da so začutili njeno oziroma njegovo energijo, da si želijo še več. In za take posameznike je idealno, da recimo gredo v ta postopek certifikata, v ta postopek izobraževanja. Ker zato, da ti postaneš certificiran, licenciran coach, to ponavadi vzame najmanj 500 ur, pa 2500, 5000, odvisno od tega, kam želiš. To so v bistvu nadzorovane. 5000 pogovorov. Tako, pogovorov, nadzorovanih, se pravi za neko supervizijo, z nekim mentorstvom, snemanji, tako da na koncu nekdo to pregleda in ti reče, to je bilo izvedeno po pravilih in kodeksu etike, tukaj tole ni bilo. Se pravi, konstanten nivo, proces tega učenja, ker ti nekdo daje nek feedback in neko povratno informacijo, kako ti gre, kot nekdo, ki vodi to osebo čez proces. Kakšna so pa znanja, ki so recimo odzadaj? Torej, da v teh minimalno 500 ur zajema kaj, denimo? Kakšna vrsta znanja, kakšna vrsta informacij? V bistvu tukaj je veliko mehkih veščin, se pravi način komunikacije, način zaznavanja osebnosti človeka, s katerim se pogovarjaš. Najbolj pomembna zadeva pri coachingu je, da se coachi in coach začutita. Se pravi, če je tle neko zaupanje, neko spoštovanje, neka energija, to, da se lahko coachi počuti varnega ob tebi kot coach, da ti lahko pove neke najtemnejše, najbolj ranljive dele sebe in da je prepričan oziroma prepričana, da to ostane samo v tistem pogovoru. Se pravi, to so neke osnove, ta kodeks etike, ta v bistvu nivo nekih vrednot, zaupanja, neke čustvene varnosti. Potem pa dalje, v bistvu v coaching situacijah, še posebej recimo z ljudmi, ki so visoki performerji, visoki dosežkarji, hiter tempo življenja, se vam dogajajo velike stvari. In čisto odvisno je, s kako energijo, s kako voljo pride ta oseba potem na klic. Včasih je vse super, in potem pač klic tako tudi poteka. Včasih je pa naloga coacha, da potegne stranko iz nekega mehurčka. Je ta mehurček negativen, mehurček strahu, mehurček frustracije, mehurček nekih dvomov. Vsi se ciklamo v neke zgodbe. In coach je tisti, ki ti pomaga
v tistem momentu, da se lahko v bistvu izviješ, potegneš ven iz tega stanja in potem nekaj produktivnega narediš iz tiste situacije. In tukaj je en zelo širok nabor nekih skill setov, ki se jih coach nauči tekom svoje izobrazbe in tekom tega praktičnega usposabljanja. Še posebej se mi zdi, da je pomembno znati ravnati takrat, ko so čustva zelo globoka ali visoka. Ker takrat je stranka oziroma coach ranljiv, vodljiv, če tako rečeš. In coach ni tam zato, da govori stranki, kaj bo stranka počela, kaj mora narediti. Tukaj so tanke meje, če želiš ti nekomu pomagati, da ne insertiraš sebe v ta proces. Ker v bistvu jaz kot coachinja, jaz ne obstajam v tistem pogovoru. Tukaj obstajaš samo ti kot stranka. In včasih je to težko narediti brez neke prakse. To so mogoče ene take majhne, ampak zelo pomembne stvari, ki se jih naučiš kot coach tekom treninga. Denimo, da smo zdaj zastrigli z ušesi in rekli, ok, to bi pa meni tudi prav prišlo. Kako vemo, kdaj določene naše zaciklane stvari izhajajo iz preteklosti, pa bi bili bolj primerni morda za kakšnega terapeuta ali pa psihoanalitika, kdaj smo pa v situaciji, ko rabimo nekoga, ki bo z nami usmerjen v prihodnost. A to je na stranki, da začuti? Je to nekaj, kar coach začuti? Je to nekaj, kar bi moral vsak pri sebi vedeti? Jaz mislim, da je čisto odvisno od situacije pa od občutka v momentu. Se pravi, če imaš ti neko stisko in se ti iz te stiske ne znaš izviti z vsemi orodji, ki si jih mogoče kot neka odrasla oseba si že nabral skozi leta, in imaš neko težo, neko stisko, neko anksioznost, neka čustva, ki te bremenijo, potem je to sigurno boljši naslov za kakšno terapijo, psihoterapijo. Zakaj? Zato, ker coach ni izkušen terapeut, vsaj po večini ne. So ljudje, ki so oboje. Tako kot si lahko motivacijski speaker in coach, si lahko tudi coach in terapeut, coach in, teh enačb oziroma različic je malo morje, zaradi tega, ker je čisto odvisno od osebe, kaj jo zanima, v katere vode gre. Ampak kot stranka, če izbiraš nekoga, ki ti bo takrat pomagal, se mi zdi, da absolutno je pomembno, da se stranka zave, kaj rabi. Če tega ne ve, pa ponavadi to pokaže prvi session z nekim licenciranim coachom, ki ima s tem izkušnje. Če ti coachaš, 10,000, 20,000, 100,000 ljudi, ti kot coach prepoznaš, dokje tvoje orodja segajo in dokje ne. In se mi zdi, da tukaj je ta zelo tanka meja in tudi ta etika, kodeks etike, ki se jo mora vsak coach zavedati, da ne stopa v to cono terapije, če zanjo ni usposobljen. Enako motivacijski govorci, če niso sposobljeni za coaching, da so transparentni, da ne stopajo tja. Se pravi, pomagaš po svojih najboljših močeh, ampak potem napotiš k strokovnjaku za drugo področje. To se mi zdi, da je ena taka zelo pomembna diferenciacija. Kaj se ti pa zdi, da je razlog, da je coaching v zadnjem obdobju postal tako zelo popularen? Ker na trenutke se zdi, kot da je to statusni simbol, tako kot nova prestižna torbica ali pa kot članstvo v neki prestižni organizaciji. Jaz imam coacha, in ker slišim glasove mojih prijateljev, ki bojo zdaj to poslušali, a zdaj pa prav vsak rabi coacha. Kaj misliš, da je tisto, zaradi česar vse več ljudi prepoznava, da je to nekaj, kar koristi? Jaz bi si želela v resnici, da bi coaching bil še bolj splošno poznan, oziroma da bi postal kot neka nova realnost. Nova realnost, stvar, na katero si ponosen. Prehajamo zdaj tudi v fazo, kjer so ljudje ponosni, da imajo terapeuta. Včasih je to bil tabu, če imaš terapeuta, nekaj ni v redu s tabo, Danes je to že značka, delam na sebi, zavedam se, da rabim pomoč in znam prositi za to pomoč. Enako je pri coachu, Včasih je bilo rečeno, da če imaš coacha ali pa mentorja, da
se daš v nek podrejen položaj, da ne veš vsega. In iz tistega nekega ego ozadja je to bilo mišljeno kot nekaj, kar so ljudje skrivali. Ne morem pokazati svetu, da ne vem, se pravi, navzven nosim masko, na skrivaj se pa dobivam s coachom ali pa s terapeutom, zato da si pomagam. Medtem ko današnja kultura je, hvala Bogu, ta tabu odprla, se mi zdi, da čedalje več ljudi je ponosnih na to, zato tudi postaje neka mogoče vsakodnevnica, neka stvar pogovora, ki je zaželjena. Zakaj je pa to pomembno? Se mi pa zdi, da predvsem zato, ker ljudje, če ne znamo prositi za pomoč, se zapremo v nek kalup nekega fixed mindseta. Se pravi, Carol Dweck je super to napisala, knjigo Growth versus Fixed Mindset. Ne? Če ti nekdo reče, pač vse zakaj pa rabiš coacha, se že vse znaš. Ne? To v bistvu zelo dobro kaže na neko usmerjenost neke fiksne mentalitete v smislu, to sem prišel, super sem, nič več ne rabim, zakaj, kdo mi pa lahko še kaj novega pove ali pa pokaže. Medtem, ko nekdo, ki pa reče, jaz si pa želim coacha, ne zaradi tega, ker si želim, da mi on ali pa ona nekaj novega pove, ampak zato, ker jaz želim iz sebe dati moj maksimum potencial. Mogoče želim transformirati določene dele sebe, svojega karakterja, svoje osebnosti, ki me držijo nazaj. Ne vem, si želim postati ali pa začeti neko novo kariero, ampak si ne upam, zato ker imam notranje saboterje, notranje driverje, ki mi govorijo, da nisem dovolj dobra, da si ne želim, da me kdo vidi, najrajš bi se skrila, pa se moram pokazati, ne vem, kaj si bojo pa drugi misli, ne? To so pač tiste neke stara prepričanja, neke stare besede, ki se izgovarjajo znotraj človeka. In če imaš ti ob sebi coacha, ki sliši, kaj tebi notranji glas govori, v bistvu je on ali pa ona tam zato, da ne kupi teh izgovorov. In potem imaš konstantno nekega največjega navijača v svojem kotu, ki te konstantno opominja, česa si sposobna, pa mogoče še tega sploh nisi naredila, ampak še sanjaš o tem in si to želiš. In si upaš, se pravi, tudi pogum je tukaj velik faktor, je to potem samo še stvar načrta, da veš, kaj je treba narediti, zato da prideš do tja, in pa potem neke konsistentne izvedbe. In tukaj je coach, mislim, da najbolj potreben, ker dostikrat mi sami že vemo, kaj moramo. V bistvu umetna inteligenca, Google, danes res nimamo težav z nekimi informacijami. Informacije na pretek, če kaj ne vemo, kaj je res in kaj ni. Ampak narediti nekaj v praksi je pa velika razlika. Se pravi, eno je znanje informacija, drugo je potem predati to v neko prakso in doživeti to transformacijo sam pri sebi, ustvariti neke druge navade, ustvariti neke nove vzgibe. Da razbijeva še ta tabu. Torej, coach ni nekdo, ki je tam zato, da te treplja po rami. Maja, super si, fantastična, fenomenalna. Kaj ti to pogosto slišim, da je to pač nekdo, ki ti piha na dušo, ko vsi ostali mislijo, da ta je kar ena. Ne? Coach to ni. Ne. Kaj pa coach je? Coach je v bistvu, vsaj moje mišljenje je tako, da coach je nekdo, ki je tvoj največji challenger. Se pravi, coach te mora izzvati, da ti pogledaš globje, kakor je tebi prijetno. Zato, ker ko gremo mi v neke globine in začnejo padati te maske, vsi mi želimo biti všečni, vsi mi želimo dati to najboljšo nogo naprej, se pokazati v najboljši luči, ampak v resnici, če tebe ta neka maska perfekcionizma blokira in bremza nekje druge, je to potem tvoja blokada, je to tvoj driver, je to tvoj saboter. In ljudje se sabotiramo na 101 način. In coach je ravno zato tam, da takoj kot objektivna oseba opazi, kdo je zdaj prišel na plan, ne? Kdo se z mano pogovarja, kaj ti ta oseba govori, ta del tebe, da ne bo pomote, vsi saboteri so del nas, niso slabi, v bistvu so bili nujen del potreben za naše preživetje. Spravi, vsi smo si ustvarili teh nekih 10-11 različnih karakterjev, ki nas spremljajo in jih uporabimo takrat, ko je to potrebno. Ampak mislim, da coach je nekdo, ki ne kupi, preprosto ne kupi tvojih izgovorov
In dlje časa, kot delaš z nekom, ki te dobro pozna, lažje je tej osebi prepoznati v bistvu te vzorce, ki prihajajo iz stranke. Jaz, če samo povzamem, mogoče kako jaz vidim to situacijo. Mi vsi smo nagnjeni k temu, da vidimo druge ljudi, za katere menimo, da so uspešni, in se nam zdi, to je pa za njega res enostavno. On pa to res z lahkoto. Lahko njemu, ko vse pride samo po sebi. A ne? Zelo redko kdo pa v resnici te ljudi dovolj dobro pozna, da bi vedel, koliko veliko so ti ljudje mogli narediti, da so prišli do te neke točke, ki navzven zgleda kot velik uspeh, kot ultimativni uspeh. A ne? In če bi mi kot posamezniki vedeli, koliko so ti ljudje delali na sebi, na svoji karieri, na svojemu načinu razmišljanja, na tem, da so postali ta človek, ki žanje neke rezultate, bi si veliko večkrat vprašali, sej jaz tudi lahko zrastem, sej jaz tudi lahko pridem do ene točke, ki je mnogo višja. In jaz to vidim, da je coach tisti, ki je nekdo, ki te izkušnje ima in ki te lahko do teh višjih točk pripelje. Ker sicer lahko jaz celo življenje raziskujem in se učim na lastnih izkušnjah, pa pri 70 jih ne bom imela toliko, kot jih bom dobila, če od nekoga, ki to verodostojnost ima in ki to znanje ima, pove, na kaj naj se usmerim in mi da recept dobesedno, kako naj te stvari naredim. Absolutno. Mogoče lahko nanizava, zato ker vem, da imaš ti tudi dobro izkušnjo s coachingom in si sama takšna, da konstantno se izobražuješ, se učiš, se samo reflektiraš, si želiš biti boljša, v bistvu želiš doseči ta svoj najvišji potencial. In to, kar si rekla, ogromno je ljudi, ki ne ve, čez kaj vse, recimo si ti se izobrazila, šla, se zanimala, zato da si danes, kjer si, in zato da mogoče stvari izgledajo dosta enostavne. Ampak kaj bi pa recimo bil tvoj nasvet, tvoji publiki, kar se tiče coachinga? Coaching ja ali coaching ne? Jaz verjetno sodim v kategorijo mnogi. Velikokrat sem slišala, da je samo izraz coaching je tako zelo tuj za naš prostor in si včasih kar malo težko predstavljamo, kaj to pomeni. A ne? In zato imam jaz, meni veliko ljubši izraz neke oblike mentor. In zadnjič sem skoraj eno razodetje doživela, ko sem prebrala, Ray Dalio je napisal, da je pač bližnjica, kako ti prideš do nekih relativno hitrih uspehov, povsem enaka, kakor da ti en zelo, zelo dober kuhar ali pa pek zaupa en res fenomenalen recept za čokoladno torto, ki je izpiljena do perfekcije. Če ti dobiš recept in slediš dobesedno korak po koraku, gram po gramu, postopek stopinja temperature do konca, boš verjetno dobil zelo, zelo kvalitetno čokoladno torto ven. Zdaj, ti se lahko sam matraš 20 let, pa ne boš dobil toliko dobre čokoladne torte, kot jo boš dobil, če boš detaljno sledil nekemu kvalitetnemu receptu. In zdaj, lahko sodimo v kategorijo ljudi, ki se matramo in matramo in matramo in enkrat mi bo pa uspel, ja, tudi takšni obstajajo, lahko pa verodostojne ljudi vprašamo za recept. In nekateri so ga pripravljeni dati, še več je drugih, ki morda so zadržani glede tega, ampak coach je nekdo, sploh če je izkušen, ki ima ogromno receptov. In jaz pač lahko s pomočjo coacha v enem trenutku, če me to zanima, pečem zelo dobre sladice. In jaz preprosto ne vidim razloga, zakaj teh receptov ne bi pobral. Zakaj bom jaz odkrivala do konca življenja tisto skrivno sestavino v tem receptu, pa jo morda nikoli ne bom našla, če mi jo lahko nekdo pove. Tako da ja, zame coach ja. Super. Ampak veliko je pa med našimi poslušalci, poslušalkami tudi takšnih, ki bojo zdaj rekli, da je to metanje denarja stran za brez veze. Zakaj bi plačevali nekomu, da ti pove to, kar jaz že vem o sebi? Jaz vem, da sem taka. Zakaj bi ti zdaj meni povedala, da sem jaz taka? Ja, mislim, da to je spet čisto vprašanje tega, kaj človeku pomeni. Nič ni narobe s tem razmišljanjem, zato ker jaz vedno pravim,
ljudje smo polni nekih etiket. Zelo hitro dajemo sodbe, zelo hitro obsojamo. Recimo, nekdo bi si lahko rekel, da taka oseba, ki nekaj takega izusti, gleda malo zviška na ljudi, ki imajo kovče. Gleda malo zviška na osebe, ki grejo na terapijo, ki si v bistvu poiščejo neko pomoč. Pa si misli, se že vse vem. Pač, zakaj bi zapravljal denar za kaj takega? Ne? Imaš pa, kot sem rekla prej, tudi ta kontrapogled, kjer če pa ne, pa v bistvu ostaneš, kjer si. Sej, to ne pomeni, da ti rabiš kovča, da napreduješ, da ne bo pomote. Kovč je mogoče samo, to izvira že iz starih časov, kovč izhaja iz časa, ko so začeli delati kočije. In ta kočija te je pripeljala iz točke A do točke B. Coaching v bistvu se je na nek način že začel v tej antični Grčiji s Sokratom. Ta Sokratova metoda, kjer je zastavljal vprašanja, brez da bi pametoval. In zakaj grem tja? Zaradi tega, ker doskrat je tako, da ti se lahko odločiš, da boš prebral malo morje knjig na neko tematiko, o kateri se želiš izobraziti, izboljšati, pa boš ravno tako našel en kup enih zelo koristnih informacij in boš naredil transformacijo in se boš spremenil. Boš poslušal podcaste ljudi, ki jih občuduješ, njihove zgodbe, boš šel na kakšno motivacijsko delavnico, pa boš tam poslušal nekoga, ki je naredil to, kar si ti želiš, pa te bo to navdušilo, pa boš potem naredil nek korak naprej, pa boš spremenil neko stvar pri sebi. Se pravi, a nujno rabiš kovča? Ne rabiš. Recimo, če ti finance ne dopuščajo ali pa če nisi pripravljen na tako interakcijo, ne rabiš imeti kovča, da rasteš. Ampak a rasteš s kovčem hitreje? Absolutno. Zaradi tega, ker, kot si rekla prej sama, you don't reinvent the wheel. Ne odkrivaš nekih novih vod. V bistvu neke metodologije, neka psihologija, nek performance je v bistvu že dan, je že ugotovljen, je že viden. In tukaj je en kup enih orodij, ki jih ti sam po sebi ne razumeš. Milijon je ljudi, ki sploh ne vejo, kako se sabotirajo. Pa je to eno najbolj osnovno orodje v coaching praksi. In ko ti vidiš samega sebe v ogledalu in ti vidiš, kaj ti ni všeč, in si rečeš, takole sem, a si upam priznati, si upam res pogledati, kdo sem in kako sem ta moment. Potem na podlagi tega opažanja lahko formiraš neko novo identiteto, pa si rečeš, takole sem, ampak ne rabim tako ostati. Zato, ker je dokazano, da smo ljudje, možgani, so gibljivi, se spreminjajo, jih lahko preoblikujemo, to ni nekaj fiksnega. Mava pa tukaj za vogalom vseeno past, in sicer past, ki jo bom jaz zdaj poimenovala, vsak dan moram biti malo boljši. Mi se izredno ženemo k temu, da ves čas napredujemo in vsak dan mora biti napredek, konec leta se mora to poznati. A je morda možno, da si tudi kdaj rečemo, da je čist tam, kjer smo in da mi pravzaprav ne rabimo ves čas napredovati in rasti. To je nujno potrebno. Mislim, da je to nujno potrebno. In včasih je tudi to tematika coachinga. Kako se znati ustaviti, kako znati živeti v tem danem momentu. A se znaš odklopiti, a znaš poskrbeti zase, a spiš, a se družiš z ljudmi, ki so ti dragi, a vlagaš v odnose, ali samo ta črna-bela cesta podjetništva, doseganja, performanca. Danes imamo utrujeno družbo, izgorelo družbo. En kup enih ljudi, ki hustla, ki performa na 180% obratov vsak dan, leta in leta. In potem se zdravje nekje zalome, pa se odnosi skrhajo. Pa se šele potem naknadno vprašamo, kako je prišlo do tega, kako tega nisem videl. Ampak v resnici mi živimo v hype kulturi. Se pravi, več, ko si aktiven, več, ko sproduciraš, nekako več dobiš nekega feedbacka in se strinjam, to je izredno pomembna tematika. Ker izgorelost ni samo neka čustvena ali pa fizična zadeva, ki se ti zgodi. Je dosti več kot to. Ogromno podjetnikov, recimo, ki izgori, potem gre naprej s strahom, da če bo ponovno, recimo, ko se telo spočije, kar se, slej kot prej se, če je zdravo telo, pa se hormoni mogoče resetirajo, čez čas si želiš ponovno aktivirati
In zato, ker imaš v spominu, da si bil takrat pa na vrhu sveta, ko si živel na tak način, da si delal neumorno cele dneve in si se razdajal in nisi imel počitka, pa si poslušal to, pa ono, se pravi, nobenih momentov samo biti. In potem tudi to strah, ki ga mora človek predelati, če si želi v življenju še kaj ustvariti, pa še kaj skreirati. Ker normalno to na nek način doživiš neko krizo eksistence, identitete, ki jo poznaš. In Torej, normalno je, da se ženemo, ker nas podjetniški, ali dajmo reči, sploh obdobje, v katerem živimo, sili k temu. Normalno je, da imamo zaradi tega tudi občutke slabe vesti, da smo preutrujeni. Normalno je tudi, da naj bi se znali ustaviti, pa spočiti, pa odklopiti. Na videz so to kar nezdružljive stvari, oziroma kje je meja ali pa kje je ravnovesje, kako ga najti, kdaj se zavedati, da je dovolj tega in da rabim več nečesa drugega. mislim, da to je dosti kompleksno vprašanje, zaradi tega, ker ponavadi takrat, ko si v sami igri, v samem dogajanju, če počneš nekaj, kar te blazno veseli, te ta stvar potegne. Se pravi, ti ne čutiš takrat bremena, ne čutiš, kot da si ti zdaj pod nekim hudim pritiskom. Ampak tukaj se mi zdi, da je zelo, zelo pomembno omeniti hormone, se pravi ta kortizol, ki potem vpliva na kvaliteto spanja. Vprašanje je tudi, koliko smo aktivni, fizično, telesno, a ne? Kako se prehranjujemo. Razlika je med moškimi in ženskami. Ne? Se pravi, ženska mora dati sebi malo drugačne vrste počitka, kakor moški. A ne? Spet je to vse hormonsko povezano in ciklično. Iz tedna v teden drugače. A ne? Gre se pa predvsem, mislim, da tukaj zato, da večino časa v podjetništvu znamo funkcionirati v raciju. Se pravi, strateško, to je treba narediti, na to se moram fokusirati, tam moramo biti pozorni, 20%, se pravi, konstantno je neko strategiranje, kalkuliranje, v bistvu veš, da je treba performati na nek način, zato da prideš do nekega rezultata. Če si ti potem tukaj odgovoren še za družine zaposlenih in ostale stvari, imaš sigurno neko odgovornost več. Kaj hočem s tem povedati? To, da dostikrat se mi odrežemo med racijo pa čustvenim. Recimo te metode dihanja, IQ metoda, dihanje po Wim Hofu, vse te mrzle kopeli, vse te prakse, ki zdaj v bistvu prihajajo na dan za neko resetiranje, za nek rejuvenation visoko hiperaktivnih oziroma hiperproduktivnih ljudi. Prihajajo v ospredje z razlogom, ampak se mi zdi, da v prvi vrsti je pa ta povezava med samim racijom in srcem potrebna, da se jo vzpostavi. In marsikdaj ljudje zatajimo. In potem, ko pride do izgorelosti, ponavadi pride zaradi tega, ker zatajimo svojo srčno dušne signale. Ne? Ker je po eni strani res ironično, da ti mora nekdo razlagati, kako dihati. Glede na to, da je to pa res ena od primarnih funkcij, osnova telesa. Ampak po drugi strani, jaz, če sem do sebe iskrena, jaz se dejansko zalotim, da ne diham. Dobesedno držim dih in ne diham. Ali pa diham tako plitvo, da to ni vse skupaj nič. In potem si rečem, pa dejansko je res pomembno, da se začenjam zavedati, da je moja primarna funkcija dihanje toliko zelo pomembna. To je ironično na nek način, da rabimo ljudi, ki nas učijo osnovne življenjske funkcije, ampak prišli smo pač toliko daleč, da zaradi preobilja vsega pozabljamo na te osnovne stvari. Mislim, da tukaj veliko pove tudi ta preživetvena strategija. Zakaj plitvo dihamo? Takrat, ko smo recimo pod neko stresno situacijo, ali pa takrat, ko je treba nekaj dobro narediti. Mi se moramo zavedati, recimo Carl Jung je tle bil kar s temi arhetipi in s tem, da imamo vsi vas ljudi v sebi. Dejansko se v vsakem danem momentu stresa
soočamo z večjimi osebnostmi znotraj sebe. In te osebnosti so nastali, arhetipi so nastali tekom odraščanja in ti kot otrok še nimaš nekih orodij, oziroma čisto odvisno je tudi od okolja, kako si kakšno situacijo razlagaš, kako potem v bistvu ti ustvariš te različne posameznike znotraj sebe. In tu se mi zdi, da zakaj je preživetvena strategija? Jaz se lahko znajdem kot odrasla oseba danes v tem okolju, kjer ne rabim preživeti, ampak mogoče na čustvenem nivoju je pa kakšna rana ali pa kakšna travma, kakšen driver, kakšen saboter, ki mi pa veleva, moraš biti najboljša, pa moraš biti, ne vem, prva, ali pa moraš to doseči, ali pa ne smeš fejlati, kaj si bojo drugi misli, ali pa, ne vem, moraš ustreči ostalim, zato da se bojo ostali dobro počutili v tvoji družbi. Spravi, to so ti glasovi. Največji saboter, ki ga vsi nosimo vse, je judge, je sodnik. In v bistvu mi vsi sebe sodimo v vsakem danem momentu. In v bistvu že sam zavedanje, da je to prisotno, pa da je istočasno prisoten tudi ta sage, se pravi ta modri del nas. Ta del, ki je povezan z nekim stvarstvom, z neko višjo energijo, z nekim zavedanjem, da v bistvu imamo vse, kar rabimo imeti v tem momentu. Ampak mi živimo neko ustvarjeno realnost, ki si jo ustvarimo sami. Se pravi, svet je tak, kot ga vidiš. To so modeli sveta. In mi vsi imamo svoje. In to, kot si rekla, je sicer osnova dihanja, ampak če ti izviraš iz okolja, kjer si mogla recimo držati dih, ali pa nekateri niso rabili, nekateri so totalno sproščeni, tudi v stresnih situacijah, to vse izvira iz tega nekega modela sveta in iz teh nekih prepričanj. In zato, ker je fast pace, danes se treba performati, je treba ogromno stvari sproducirati, tudi ta življenjski stil sigurno ne podpira dihanja. Daj mi prosim povej, kaj so recimo največji premiki, ki si jih ti videla v življenju nekega posameznika, potem, ko se je začel zavedati teh različnih orodij, ki so na voljo, teh različnih saboterjev, različnih okoliščin, ki jih lahko premagaš ali pa narediš drugače. Kaj so recimo taki zgledi, ki vlečejo, ki bi nas prepričali, wow, to pa je res nekaj velikega? Mislim, da tukaj lahko začnemo z malimi stvarmi, kakor je mogoče, ne vem, neka oseba je imela tendenco se zlagati za vsako stvar, zato ker je želel izpasti boljši. In ker si je želel izpasti boljši ali pa imeti prav, ali pa pokazati, da zna, je rajš povedal laž ali pa nekaj namišljenega, kakor da bi rekel preprosto ne znam. Ne vem. In kulture, recimo, obstajajo kulture ljudi, ki jim ta beseda ne vem, gre izredno težko z jezika, ali pa ne znam. In recimo že sam ta shift, da v resnici ti vzameš to kot ne samo darilo zase, ampak tudi darilo nasprotni osebi, da rečeš ne znam, a mi lahko pomagaš, me lahko naučiš, mi lahko poveš kaj več o tem. V bistvu to, če vzameš sebe iz tega individualnega mehurčka, what's in it for me, se pravi, kaj je tle zame, kako bom jaz videna, daš drugi osebi priložnost, da ti da neko darilo, da ti da neko znanje, da ti da nekaj, kar ti sam nimaš. In tu so potem taki majhni mikropremiki, ki v resnici se potem nekako zgradijo v ogromne. Pa to je recimo samo na neki moralni ravni, nekaj vrednostni sistem. Recimo, ne vem, podjetniki, ki so izredno uspešni, pa blazno introvertirani. Recimo, to je pri inženirstvu dosti vidno. Nekateri inženirji so izredni v delu, ki ga počnejo, ampak mogoče nimajo niti želje, niti energije, skillsov nastopati javno in potem promovirati to podjetje in rabijo nekoga drugega, da pač to počne za njih. Ampak je mogoče iti iz introvertirane osebe v osebo, ki se zna predstaviti, ki zna javno nastopati, ki zna zavzeti sobo, ki zna s to neko karizmo zavzeti prostor. Tukaj bi jaz mogoče, to je tudi moje stališče, zelo, zelo veliko, če ne vseh skillsov, kaj je po slovensko skill? Sposobnosti, veščin
je learnable skillsov. Tako. In ko gledaš nekoga, ki nekaj opravlja zlahka, ti v resnici ne veš, koliko učnih ur je on preživel do tega trenutka, da on to dela, ona to dela zlahka. In resnično je, če se je mogoče nekomu, ki jeclja, če se je mogoče naučiti govoriti brez jecljanja, koliko je še vsega tega, kar je learnable skill, in morda tukaj je res usmeritev, če imaš neko slepo pego, ki te moti, dovolj je ena stvar, ki si jo želiš izboljšati, je to stvar začeti, vztrajati in delati na tem. In potem sčasoma pridejo še druge, ker imaš veselje ob tem, da se da in da se lahko izboljšaš. Tako je. To si dala super primer, recimo jecljanje, javno nastopanje. Mislim, ko ti vidiš sam pri sebi, da je ta identiteta, v kateri si danes, identiteta, ki si jo izbrala na neki točki, ki ti je koristila na neki točki, ampak ni to zadnja identiteta, ki je zate mogoča. Ko to dojameš, v bistvu postane tvoje življenje nek blank canvas, nek nepopisan list, neka priložnost, da v bistvu se začneš poigravati z tem, kakšne nove identitete bi pa še lahko ustvaril. Tipični primer so igralci. Najboljši hollywoodski igralci dobivajo nagrade in imajo ne vem kakšne renomeje, ravno zaradi tega, ker so sposobni se vživeti v neko identiteto človeka, ki ni v nobeni verziji podobna tisti, ki oni živijo vsak dan. In jo zaigrajo s tako prepričljivostjo, kot da oni to so. Ampak oni to dejansko postanejo. Tukaj je ta psihologija identitete. Če imaš ti vse zmožnosti in željo, se pravi, kakor si rekla sama, se učiti, pogledati slepe pege, kaj te dejansko zaustavlja danes, da bi postal tista verzija sebe, na čem želiš delati, kako, in da najdeš strokovnjake in podporne ljudi, ki ti pokažejo, na kak način prideš najlažje in najhitreje do tja, lahko. V bistvu, in to je ta fleksibilnost naših možganov in osebnosti. Ampak da ne bo pomote, ko rečeva najlažje in najhitreje, tukaj bi se sam navezala na neko nestrpnost, na instant družbo, v kateri živimo. Nič od tega, ali pa malo katera stvar gre iz danes na jutri. Torej, jaz bi rada postala to in to. Lahko, ampak ne jutri, tudi verjetno ne čez en teden. Kdaj pa potem? Kdaj? Ja, sigurno je proces. Proces je pa, predvsem se mi zdi, da ta proces, odvisno je, koliko mask imaš pred tisto osebnostjo. Recimo, če si ti želiš biti oseba, ki pride flegma na oder in je lahko toliko sproščena, kakor, ne vem, da bi šla na kavo z eno prijateljico, pa jo gleda na tisoče ljudi in suvereno govori o neki temi, ne samo, da moraš to vaditi, ampak hkrati moraš začeti odstirati vse tiste maske, ki te zaustavljajo. Moram biti perfektna, moram biti taka, moram biti... Se pravi, odvisno je, koliko jih še nosiš in koliko delaš na sebi, da jih potegneš in odstraniš in da pustiš svetu, da vidi avtentično tebe. Ker samo takrat, ko smo avtentični, smo dojeti na način, na katerega bi si želeli v tisti identiteti. Ampak biti avtentičen pomeni biti ranljiv. Biti ranljiv pomeni biti razgaljen, odprt, da te vidijo vsi in da vidijo tako tvoje pluse kot minuse, stvari, na katere nisi ponosen, lastnosti, ki bi si jih želel mogoče spremeniti. Ampak tukaj se mi zdi, da pri rasti, ne vem, če je meja, no. Zdi, da vedno se najde nova stopnička rasti. A dajva zaključiti z vprašanjem, a imamo pri coachingu, pri osebnostni rasti, pri nekem osebnostnem napredku uspeh oziroma neuspeh? A si kdaj doživela, da je nekdo rekel, toliko časa pa denarja sem v to vlagal, pa nobenega uspeha? Ne. Tega nisem doživela, pa mislim, da tudi licenciran coach to zelo redko ali pa ne doživi. Zakaj to rečem? Zato, ker coach je izobražen, usposobljen, da takrat, ko vidi, da stranka sabotira in se umika, ker saboter je tudi avoider, se pravi nekdo, ki stopi stran in se reč skrije pod vrečko, samo da ni treba narediti. Ali pa najde 100 in en izgovor. Tukaj je manipulacija. Takrat, ko ti želiš dobro izpasti ali pred svojim coachom
ali pred samim sabo, tukaj mi postanemo izvirni. Ampak dober coach je streniran za to, da ti pač ne pusti iti tja. In če ti nekdo ne pusti iti tja in ti pač konstantno meče te maske dol in reče, dajva se pogledati v to ogledalo, v redu je. Nič ni narobe. Pač to je pomemben del procesa. Je potem na drugi strani samo odvisno, a je stranka pripravljena to pogledati. Se pravi, edini neuspeh, ki ga lahko doživiš v coaching procesu, je ta, da si rečeš, to mi je pretežko, ta moment ne zmorem, prihajajo stvari, ki jih nisem pripravljena pogledati in tukaj bom jaz stisnila na pauzo, zato ker to ni zame. Takoj, ko greš ti v neko tok denarja, tok časa, nisem dobila nobenih rezultatov, to je saboter žrtve. Se pravi, jaz se smilim sama sebi in hkrati kažem s prstom na nekoga drugega, v notranjosti pa zares vem, da mogoče nisem upala iti tja v neko globino pogledati to, kar si ne upam videti. In se mi zdi, da mogoče je tu samo ta neuspeh, do katerega pa lahko pride. Jaz bi tukaj morda sem še dodala, da verjetno je res, da vsak trenutek ni primeren za vsako stvar. Jaz to pri sebi vidim. Jaz šele zadnje čase, ali pa se mi dogaja, da naletim na iste stvari, na katere sem že naletela 20 let nazaj, pa me niso pritegnile niti malo. In jaz šele zdaj dobim v roko isto knjigo ali pa slišim isto misel, ko si rečem, wow, zdaj razumem. 20 let nazaj ali pa 5 let nazaj tega nisem razumela. Tako da morda, a ne, si moramo tudi kdaj priznati, je čas za določene stvari ali pa tudi je čas, da se od kakšne stvari kdaj tudi umaknemo. Ja. Ali pač. Absolutno. To si zelo dobro izpostavila. Se mi zdi, da prva stvar, ki je potrebna v celotnem procesu osebnostne rasti, je sočutje do samega sebe. Mi, ko stopimo na to neko pot odkrivanja, najdemo stvari, ki bolijo. Najdemo stvari, preko katerih ne moreš čez noč. V bistvu stvari, ki te spreminjajo kot osebo, in če v bistvu ti formiraš neko novo identiteto, ne samo, da to potrebuje pač svoj čas in prakso, ampak, kakor si rekla, to sočutje, da si rečeš, ne rabimo vsega naenkrat. Pa tudi, če nekaj časa noč, pač v redu je. Se mi zdi, da to so neki tisti pritiski, ki neka pravila, ampak v resnici to si jih ustvarjamo sami. In čisto odvisno je, koliko se človek pusti pritiskom družbe. Se na koncu dneva noben drug ti ne plačuje računov, jih plačuješ sam, noben drug ne ostane zjutraj iz posla, moraš sam. So stvari, ki jih moraš v življenju sam. In tukaj se mi zdi zelo pomembno to, kar si rekla. Včasih, tudi če mora miniti 20 let, da si mogoče pripravljen za neko informacijo, neko sporočilo, pa mine 20 let, ne za to. Pa bo še za kakšno stvar minilo toliko. Ampak to je to sočutje, to razumevanje. Pa tudi ta nek surrender, se pravi, ta neka predaja procesu, da zaupaš, da točno to, kar ti je namenjeno v tistem momentu, te najde. In to, kakor si pripravljena pogledati, vidiš. In potem se te tančice počasi odstirajo. Zato pa vedno pravim, ja, coaching lahko stopiš za, 609 sessionov, lahko pa to traja več let. Pa če si nekdo, ki želi delati na sebi, ti materijala nikoli ne zmanjka. Ne zato, ker bi bilo nekaj narobe s tabo, ampak zaradi tega, ker hočeš iti še više. In se mi zdi, da vedno potem zvišuješ ta nivo svoje zavesti in takrat potem ponavadi postane vse lažje. Najlepša hvala, Andreja. Za zaključek, mi se včasih sploh ne zavedamo, koliko smo napredovali, pa koliko smo mi že zvišali nivoje. To ti mora včasih kdo od zunaj povedati, včasih pa sploh ti tega nihče ne pove. In če samo pogledamo, kje smo bili 10 let nazaj ali pa 20 let nazaj, bi morda videli, kakšno pot smo prehodili. A ne? Ja. Najlepša hvala za tvoj čas. Da zaključiva, a obstaja še karkoli, kar nisva pokrili, pa bi rekla, da je največja laž o osebnostni rasti? Jaz bi pa v bistvu vrgla žogco k tebi, ker se mi zdi, da osebnostna rast je nekaj, kar ti dihaš. In bi zelo rada slišala tvoj odgovor na to vprašanje. Torej, a je kakršnokoli laž o osebnostni rasti? Ja.
Jaz mislim, da je laž, da lahko osebnostno zrasteš čez noč. Zato, ker lahko se spremeniš čez noč, lahko način razmišljanja spremeniš čez noč, ampak bojim se pa, da je čas tisto, kar mora miniti, da pa dejansko lahko zaživiš na ta način. Ja. Zame. Ampak dopuščam pa tudi drugačna stališča. Super, mislim, da si super povzela. Sigurno je ta integracija zelo pomemben del procesa. Pa mogoče ena stvar, ki bi jo še jaz dodala z mojega stališča, je, da je never ending story. V bistvu laž o osebnostni rasti, da ti nekdo reče, daj pet tja, se malo pogovoriti, pa je to. Jaz mislim, da ni zaključenega procesa. Je proces, ki traja celo življenje. Pa super, zato ker to pomeni, da sem jaz čez 5 let lahko na bistveno višji točki, kot sem zdaj. Tako. In če sem čez 5 let lahko na višji točki, a veš, kje bom pri 60-ih, pa kje bom pri 70-ih, tako da top. To naj se nikoli ne neha. Ja, super. Najlepša hvala. Hvala, da ste bili z nama. Se vidimo čez 14 dni. Lepo se imejte. Poslušali ste epizodo podcasta Hudiča advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.